Se dobimo. Pred pričetkom predihavanja bolnika, ki potrebuje mehanski ventilator, ventilator pripeljemo do bolnika očiščen in pripravljen za uporabo. Odstranimo pokrov, ki ščiti ventilator od morebitne okužbe in prahu. Prvi ukrep je, da priklopimo izvor plinov in elektrike na ustrezna mesta. Imamo vtičnico za kisik, vtičnico za zrak. V obeh primerov je treba narediti tako, da vtič porinemo dovolj globoko v vtičnico, da se zaklopka zaskoči. Ta klik nam pove, da je vtič ustrezno vklopljen, in če poskusimo slučajno potegniti malo ven, vidimo, da to ne gre. Enako naredimo z vtičem za zrak. Potem priklopimo še električne. Kable. In na to vklopimo ventilator. Nekateri ventilatorji stikalo za vklop imajo spredaj, nekateri imajo to na hrbtni strani ventilatorja. Ko je ventilator priklopljen in je opravljen test, tu se zelo prvič priklopljen na ventilator, moramo izbrati new patient in odrediti, določiti, koliko kilogramov ta bolnik ima. To je pomembno zaradi tega, ker bomo na podlagi tega izračunavali dihalne volumene. Pri našem bolniku izberemo tip predihavanja invaziv in izberemo način predihavanja. Ta način predihavanja, ki ga bomo mi uporabljali, je P-level. Se z vrtljivim gumbom postavimo na oznako B-level in potrdimo akcept. S tem je prvo continue, na to akcept. Nakon toga treba vse parametre predihavanja posebej nastaviti. Naprimer, frekvenco dihanja, tako da z vrtenjem tega gumba izberemo frekvenco dihanja in na to potrdimo za akcept. Enako naredimo za vse druge parametre predihavanja. Stop. Poleg parametrov predihavanja nastavimo še varnostno predihavanje. V primeru, da bolnik med predihavanjem preneha dihati, in nastavimo tudi alarme, pri katerih na isti način ukrepamo. Pritisnemo določen alarm in potem s premikanjem vrtljivega gumba izberemo ustrezno vrednost in potrdimo. V zgornjem delu monitorja so podatki, ki so nastali iz meritev in izračunov tekom izvajanja mehanskega predihavanja. Imamo tlake, imamo volumne, različne volumne, ki so povezane z predihavanjem. Frekvenco dihanja. V spodnjem delu zgornjega dela monitorja pa imamo krivulje v realnem času, ki so rezultat samega mehanskega predihavanja.